Pozdravljeni vsi, sem Stanislav Kračun, Slovenskih Konjic. Od začetka civilna iniciativa Petriček, zdaj smo pa skupaj z pobudo Teharje. Ja, dokler ne bodo imeli žrtve imena in priimka, delamo to. Pa naj bo kakorkoli. To delam, nič drugega. Preberite. Naši bratje in sestre niso kup drvi, da bi jih kar tako prelagali. Premetavali. Ali pa premetavali, kaj pa hočete. To delam. Zato je to nedopustno. Gospod Lenjak, pa tudi gospod Pušnik, ko smo slišali, da se nahajajo tile seznami. Ja, smo že kaj rekli za nje. Naša komisija pri vladi. Treba je reči, treba jih je zahtevati in tako dalje. No, zdaj pa da grem naprej. Nekaj bom prebral, že pred časom je bilo. Nastopil sem v Državnem svetu. In sem takole govoril. V teh dneh se spominjamo 69 let preko 600 morišč po vsej Sloveniji, 100 000 žrtev naših bratov in sester. Pred dobrim mesecem dni smo poslušali pri študijskem centru doktorja Ferenca o neurejenosti vseh teh morišč, da je bilo to pred leti dogovorjeno za vlado Republike Slovenije, da bodo z občinami, da se bodo dane te lokacije v občinske prostorske akte, da se pričnejo urejevati od tega do danes ni nič. Ste videli? To je temeljno. Temeljno. Mi imamo morišča, še po njivah, travnikih, gozdovih, ki nišče nič, niti ne pogleda, kaj je tukaj nor. To je osnova, tu moramo začeti. Bil je takrat podan predlog, da bi se naj obrali podpisi za to zahtevo. To zahtevo bi se takoj poslalo na vlado Republike Slovenije in tako dalje, z namenom, da se ta tematika začne takoj urejati. Organizator tega takrat ni uredil. Predlagam, da to storimo danes in pošljemo to takoj na vlado Republike Slovenije za zahtevo, da bodo vsa morišča urejena do naslednjega leta, ko je 70-letnica povojnega genocida. Zdaj smo že eno leto čez. Civilna iniciativa Petriček je si že dalj časa prizadeva, da se v ta namen ustanovi javni zavod. Imamo javne zavode za, no, če malo tako, še šalo rečem, za solato. Če malo tako bolj na široko povedamo. Tukaj ne, kje so tu stranke tudi? Če mi dovolite, bi poslali to listino okrog, to listo bi poslali skupno z študijskim centrom in z Zborom za republiko na vlado Republike Slovenije, prosimo za vaše podpise. V prostorih Državnega sveta na mednarodni okrogli mizi o arhivski zakonodaji 30.5.2014. Nismo tih. Sam zadeva ne gre naprej. Tisti, ki
imate moč, mislim, besedo in ki ste pri takih skupinah tudi pa lahko to prenesete naprej. Zakaj ne? Zdaj bi pa na tole pa nekaj drugega povedal. Ko sem včeraj poslušal večino, ste verjetno vsi gledali po televizijskem dnevniku včeraj nastop gospoda predsednika vlade, gospoda Cerarja, potem pa opozicijo. Tako me je zabolelo, da sem rekel, tu je pa treba nekaj tudi danes povedati. In sem si ta zabeležil. Protestno pismo za javnost. RTV Slovenija, voditeljnicama oddaj pogovor z predsednikom vlade in vodi opozicije dne 22.9.2016 ob 20. uri, ko je do snoči. Ti še malo lahko pogledate. Niti besedice o prekopu žrtev rova Svete Barbare. V tem tednu so skopali preko 400 žrtev v košnici. Pa niti besedice včeraj. Takšna oseba, ki je prišla na javni nastop, niti besedice ni dal novinarka mu. Vidite, tu je zgrešeno. Kajti mi se ukvarjamo z nekimi ekonomskimi, nekimi drugimi razmerami, ki vemo, zakaj in kako so nastale. To, pa tako, da ni način, da se to zgodilo nekje v Vietnamu, pa še tam, od tam poročamo. Vsak dan. Tu še malo. Čisto malo si še. Rov Svete Barbare, košnica sem namenil, niti ne okrogle mize, ali pa kakve razprave do zdaj niso naredili na takšno temo, kot imamo danes tukaj. Vidite, kakšne medije imamo mi. In to vrhunske medije. Pozivam k odstopu gospoda Cerarja vlade, direktorja RTV, voditeljici oddaj, komisiji pa pri vladi Republike Slovenije. Naj se zamislijo ali pa naj odstopijo. Druge rešitve ni. Ja, tole bom prosil tudi, če mi kdo še podpiše, in bomo poslali takoj jutri na RTV. Direktorju naj si to malo zamisli, če želijo ne. Da ne bom mislil, da smo nekje v tebi. Hvala lepa.